V Novi Gorici na papirju eden izmed najbolj izenačenih dvobojev v tem 11. krogu prve lige. Domača Gorica je pričakala Celje. Oboji med tednom gola niso dali, Goričani pri Aluminiju, Celjani pa proti nogometašem Olimpije. Prva akcija že v prvi minuti za grofe, oddaleč je streljal Hadžić, a tokrat zgrešil vrata Goričanov. Kombinacija sinje modrih po levi, lepo preigravanje in na koncu predložek Škarabota, ki je skoraj končal v golu, obramba Rozmana in kot za Goričane. 24. minuta, mojstrovina Daliborja Volaša, prosti strel za Celje in Volaš je še drugič letos zadel direktno po prostem strelu. Takole je zatresel mrežo vratarja Sorčana in poskrbel za prednost Celja. 0:1, tekla je 24. minuta. V 29. napad za sinje modre. Najboljši strelec lige Sandi Arčon je praktično že premagal vratarja Rozmana, ampak na golovi črti je Pišek rešil izenačenje in res izjemno rešil tole situacijo. Zadnja priložnost prvega dela je pripadla Janu Humarju, ki je poskušal z ogromne razdalje oddaleč, a tale strel je šel precej previsoko. V drugem delu je bilo živahno, najprej pred vrati Celja. Velika priložnost Žigona, potem odbita žoga do Kotnika, ki pa je tokrat preslabo zaključil. Rozman je tokrat še enkrat ubranil strel Goričanov. Tole je bila izjemna priložnost, Kotnik je našel Žigona, ki je zgrešil čisti zicer in žoga na mesto mrežo poslal mimo vrat. Priložnost Gorice vdaleč, streljal je Kapić, obramba Rozmana, ki je imel veliko dela, nato pa napad za Celjane po protinapadu. Žoga z desne pred vrata, Volaš je najviše skočil, dobro meril, ampak za malenkost previsoko. Tokrat ni bilo prave nevarnosti za Sorčana. 82. minuta in napad Gorice, Kapić je streljal, odbita žoga je končala zgolj v kotu. Po kotu pa najprej z glavo Miran Burgić in na drugi vratnici še nekoliko nespreten Gregorič. In še zadnja kombinacija tega dvoboja, Tilen Nagode je prišel do strela z glavo, tudi on je tokrat zgrešil in tekma se je končala, Gorica Celje, na koncu minimalnih 0:1, odločil je Dalibor Volaš. Ja, nogomet je včasih krut, mislim, da smo danes odigrali odlično tekmo, še predvsem drugi polčas, bili dosti boljši nasprotnik, vendar nismo uspeli konkretizirati. Spet je bila situacija v kazenskem prostoru igrana z roko, ki je spet bilo označeno kot nenamerna. Za nas je zmeri tako, vendar jaz sem zelo ponosen, kako smo odigrali tekmo, ker smo res pritiskali cel drugi polčas in so ustvarjali šanse, vendar nekako zmeri so uspeli nekako blokirati in tudi zgrešili smo nemogoče situacije. Moramo delati to malo več na tej realizaciji, da bomo bolj tehnično, bolj dovršeni v teh situacijah pri zadnji podaji in pri zaključku na gol. Drugače pa mislim, da smo na pravi poti, kar se tiče igre in pristopa fanta, tako da kažejo dober napredek. Pa seveda je prvi polčas dober, razen ene situacije Gorice. Gorica ni imela, tam ko je Pišek zbil iz praznega gola, Gorica ni imela druge priložnosti. In tudi mi smo začeli odlično tekmo, Irfan je šel Hadžić sam na gol, ni zaključil, potem super gol Volaša, imaš rezultat. Drugi polčas odličen začetek, Volaš 100% priložnost, nismo zadeli, potem pa je Gorica pritisnila. Potem Gorica bi videli se, da ima tekmo manj, da so bolj sveži, ampak moji igralci so pokazali karakter in jaz bi jim čestital, se zahvalil za to borbenost in kar nas je potem tudi nagradil. Seveda Gorica ima kvaliteto, niso zabili, tako mi nismo z Olimpijo, pa je Olimpija enega dala. Se pravi, v nogometu se stvari menja, moraš sam biti samozavesten in danes se nam je vrnila ta tekma. Ne pa euforičen, mirno, zdaj imamo malo pauze, moramo se zregenerirati in prihaja domov Aluminij. Težka tekma, ampak ta zmaga bo najbolj veljala, če bomo potrdili 3 točke zmago proti Aluminiju.